Dobrodošli nazaj v serialu Video moj prvi električni avto v eni zelo zanimivi temi, kako do lastne polnilnice v skupnem stanovanjskem objektu oziroma bloku. Ena stvar, ki vas bo ful žulila, ampak najprej moramo začeti pa statistiko. Baje 70% prebivalcev Republike Slovenije s tem ne bo imeli nikakršne težave, ker živijo v eno- ali dvostanovanjskih hišah. Jaz sem šokiran, koliko Slovencev pravzaprav čisto zares živi v lastnih objektih, tako da teh 70% nima te težave, ostane torej ta ena tretjina Slovencev, kjer pa bo treba zadeve koncizno, strokovno, pravno, formalno rešiti, zato da se bojo lahko nafilali električni avtomobili. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako sem jaz to rešil na lastnem primeru in seveda pogledali bomo, kako mogoče lahko to v vašem objektu rešite vi. Pejmo pogled. Akcija! Najprej k sponzorju te epizode, evepolnilnice.si, ki so tudi meni res ugodno in profesionalno uredili domačo polnilnico ter mi odlično svetovali, kako pristopiti k reševanju vprašanja domače polnilnice v skupnem stanovanjskem objektu. Nekaj je nekako nujno razumeti. Leta 2035 v Evropi ne bo več mogoče kupiti avtomobila, ki ga bo gnal kaj drugega, kot je elektrika. Po domač povedano, čez slabih 13 let bomo vsi, ki bomo stopili v avtomobilski salon, imeli samo eno izbiro, torej elektriko. In kar naenkrat bo teh električnih polnilnic v stanovanjskih objektih ful manjka. Tako da tem infrastrukturnim projektom je pa treba pristopiti zelo pragmatično. Sami vemo, kako se te stvari zelo počasi premikajo. Naprimer, v teh skupnih objektih je treba sprejeti neke investicijske načrte in ponovadi, glede na to, da imamo te rezervne sklade in podobne stvari, zadeve lahko vzamejo desetletje, da se izvedejo. Zato je treba že leta 2022 dobro napeti možgančke, kako bomo mi, ki smo v blokovski otroci, socializma, v tem svetu elektrike in kapitalizma preživeli. Tudi zaradi tega, ker sam trdim, da se bo že leta 2026 cena električnih avtomobilov in pa klasičnih poravnala in bo kar naenkrat teh novih električnih avtomobilov ogromno, vtičenc pa skrajno premalo oziroma bo pomanjkanje res veliko. Tako da gremo pogledati, kako sem jaz zadeve rešil v svojem lastnem primeru, torej v svojem lastnem bloku. Namreč živim v 12 let starem objektu z 20 strankami, torej 20 stanovanjskih enot. Imam pa eno veliko srečo, da imajo te stanovanjske enote lastniška parkirna mesta pred objektom in lastniška parkirna mesta v garaži. In še eno veliko prednost imam pred recimo klasičnimi starimi bloki 60-ih in 80-ih, torej teh čebelnjakih, da imamo zadeve relativno dobro urejen in da so glavne varovalke stanovanj v kletnih prostorih. Kar pomeni, da v mojem primeru izvedba te električne polnilnice na svojem lastniškem parkirnem mestu v garaži ni bila težka, bil je pa proces, kako dobiti dovoljenje, poseben in rešil sem ga z enim takim smiselnim trikom, ki ga predlagam, da ga pravzaprav vsi, ki živite v tovrstnih skupnostih, torej skupnostih več stanovanj, tudi sami rešite. Namreč predlagal sem sledeče. Namesto da bi prosil samo za svojo električno polnilnico in pridobil več kot 50% soglasij drugih stanovalcev, sem zadevo obrnil. Namreč večkrat sem na sestankih stanovalcev poudaril, da bomo slej kot prej vsi potrebovali električno vtičnico poleg svojega avtomobila. Torej, neko napeljavo, ki nam bo dolgoročno omogočila, da si lahko kupimo električne avtomobile in da jih lahko na svojih parkirnih mestih tudi polnimo. Tudi zato nisem prosil za dovoljenje, da se meni osebno dovoli inštalacija domače polnilne postaje za električen avto, temveč smo v skupnosti sprejeli sklep, ki omogoča vsem stanovalcem izvedbo električne polnilnice na svojem parkirnem mestu, če upoštevajo določena prej napisana pravila igre in pri tem projektu sodelujejo z upravnikom. Pravzaprav noben ni mogel glasovati proti, ker so vsi glasovali za svojo električno polnilnico, ki jo bojo nekoč imeli na svojem parkirnem mestu.
Vse skupaj sem argumentiral s tem, da v bistvu s tem, ko imajo oni že samo to dovolilo, da lahko to na svojem parkirnem mestu naredijo, tudi posledično višjo vrednost stanovanja, zato ker je ena kljukica, ki bo v prihodnosti zelo pomembna, že rešena v našem stanovanjskem objektu. Kaj smo se dogovorili, bom pa zdaj povedal. Določili smo 3 korake, ki se jih zdaj vsi držimo. Dajmo pogledati, kateri koraki pravzaprav to so, ker so seveda valjda pravno formalni, jih bom bral. Prvič, tovrsten poseg bo vedno izvajal pooblaščen izvajalec oziroma podjetje, ki se ukvarja s tovrstnimi inštalacijami. O izvedbi se obvesti upravnika in upravnik odobri izvedbo. Drugič, po montaži je izveden test polnilnice in polnilne infrastrukture, torej omrežja ter izdan certifikat meritve ustreznosti inštalacij. Kot del dokumentacije, ki jo mora prejeti upravnik po upravljenih delih. Torej upravnik prejme to meritev in prejme račun za našo električno polnilnico, s čimer stranka v bistvu dokazuje, da je zadeve izvedla v skladu z najvišjimi možnimi standardi. Tretjič, vsa vzdrževanja te infrastrukture, ki jo vzpostavlja taka stranka, razne demontaže in pa raznih, recimo, dajmo reči, obnovitvenih delih, so strošek te stranke in ne skupnosti kot take. S temi 3 zadevami smo v bistvu določili pravila, s katerimi lahko vsak stanovalec, torej vsaka stranka, ki ima lastniško parkirno mesto, te zadeve v prihodnosti izvaja in tudi drugim stanovalcem zagotovi tako požarno in še vse ostale varnosti, ki so potrebne, kadar se posega v to električno omrežje. Zdaj, na povezavi po tem videu vam bom dal zapis do članka, kjer sem te pogoje tudi opisal, tako da če boste reševali lasten primer, lahko tam vzamete sample tega sklepa, s katerim boste v bistvu v svoji stanovanjski skupnosti zagotovili eno tako dobro pravno podlago, da boste lahko stanovalci reševali te vaše električne inštalacije oziroma električne domače polnilnice za avtomobile. Valjda pa se lahko v skupnih objektih zadeve rešujejo tudi drugače. Torej, če imate neka skupna parkirna mesta, tudi mi jih imamo, bi se lahko odločili, da bi tam naredili 2 ali pa 3 polnilnice, ki bi bile vezane na to skupno elektriko objekta, uporabniki bi pa s kartico v bistvu se vedno registrirali, kadar bi zagnali to polnilno postajo in točno se bi vedeli, kdo porabi koliko. To je en zelo enostavnih načinov in jaz mislim, da tudi v primeru našega objekta, torej bi 4 polnilnice za 20 stanovanjskih enot, čisto zadosti, da vsi zadostimo te potrebe po polnjenju avtomobilov. Tako da možnosti je več. Možnosti je tudi dogovorna, če imate skupna parkirna mesta, lahko ta skupna parkirna mesta opremite z električnimi vtičnicami oziroma električnimi polnilnimi postajami. Vsak od stanovalcev bo prejel pač eno tako kartico, s katero se bo beležila njegova poraba elektrike in ta elektrika bo izkazana na računu upravnika kot ta elektrika za polnjenje električnega avtomobila. Jaz trdim, da je to ena sicer boljših in tudi na koncu dneva cenejših rešitev. Jaz sem računal, da bi 4 take polnilnice prišle tam med 7 do 8 tisoč evri za to neko potrebno infrastrukturo in pravzaprav reši problem celemu objektu. Tako da, če se znate tako lepo dogovorno dogovarjati v vašem objektu, je tudi to ena od možnih rešitev. Več pa o teh rešitvah najbrž čez nekaj let, ko se bodo te zadeve začele rešiti v večjih stanovanjskih naseljih, najbrž na Fužinah ali pa v Jaršah ali pa v Štepanskem naselju. Ti bojo zanimivi projekti, tam pa mislim, da bo potrebno sodelovanje občine, pa mogoče kakih teh večjih ponudnikov električnih rešitev oziroma elektrike, kot je Petrol in podobni, ki mislim, da bojo zaznali eno zelo dobro poslovno priložnost. Mislim pa, da bo približno 1/4 parkirnih mest potrebovala nek električen priključek, zato da bomo lahko sobivali s temi električnimi avtomobili. Zdaj, če vam je vsebina všeč, pa ste zvedeli kaj novega, prosim, dajte se naročiti na moj YouTube kanal, tam se dogajajo močne debate. Povejte mi, kako ste vi to v vašem skupnem objektu rešili, kakšni so vaši primeri dobre prakse, tudi zato, ker ljudje berejo komentarje, jaz ne morem verjeti, koliko ljudi komentira, pa rekomentira, pa negira, pa se tudi malo krega prek teh komentarjev. Tako da, dajte se naročiti na moj YouTube kanal ali pa na vse ostale kanale, ampak na YouTubeu ponovadi objavljam daljše video posnetke in tam pridobite več informacij. Tako da, vidimo se v naslednjem videu zapisu, kjer se bomo pogovarjali o tem, kakšno polnilnico izbrati in ali je čisto res potrebna tista najboljša, torej 11 kW domača polnilnica, s katero boste
oziroma 22 kW, no, to so pravzaprav iste polnilnice, s katero boste res hitro polnili, ali je zadosti, da v bistvu svojo polnilnico, to, kar pride z avtomobilom, vštekate v navaden vtikač, tako multipraktik ali pa sesalec. Tako da, vidimo se naslednjič.